predsednika stranke in podpredsednika glavnega odbora, torej tretjega podpredsednika stranke, tretjega podpredsednika glavnega odbora. Namen tega je seveda, da dobimo nove ljudi, nove obraze. Jaz upam, da bo se to danes tudi udejanilo. Sicer pa seveda brez besede o trenutni politični situaciji v Sloveniji ne gre. Situacija, da bi rekli, da to ni politična kriza, se mi zdi sprenevedanje. V Sloveniji je resna politična kriza in jaz mislim, da bi vendarle predsednik vlade skupaj z tem, kar je v koaliciji preostalo, da bi mogli racionalno razmisliti o tem, ali je sploh smiselno nadaljevati na takšen način. Jaz mislim, da ne, da Slovenija stopica na mestu, da so pred nami mnogi izzivi, katere z takšnim načinom vladanja, predvsem pa z manjšinsko vlado, ne bodo rešljivi. Niso bili rešljivi takrat, ko je ta koalicija imela trdno podporo v državnem zboru, kaj šele sedaj, ko bodo imela manjšinsko podporo in ob dejstvu, da drvimo z svetlobno hitrostjo proti volitvam in se bodo seveda vsi ukrepi, vsi predlogi proučevali ali pa obravnavali tudi v tem skladu in z tem vedenjem. Tako da moje mnenje je, da nič spektakularnega se več ne more zgoditi z manjšinsko vlado, za tega del. Jaz menim, da so edino pravo rešitev vidim v predčasnih volitvah, da ljudje preprosto dajo novo zaupanje, novo podporo neki drugi sestavi, neki drugi koaliciji in predvsem, da bo ta nova koalicija imela kredibilnost, zaupanje ljudi, da bo lahko te težke izzive, kateri so pred nami, realizirala. Vse ostalo se mi zdi tratenje časa in nesmiselno in neracionalno. Podpora rebalansu, SNS danes? Poglejte, če govorimo o zaupnici, vsak pravi predsednik vlade bi prišel po zaupnico brez kakršnekoli vezave, če želi preveriti svoje zaupanje oziroma svojo podporo v državnem zboru. Zato ni potrebno rebalansa proračuna. Če bo to seveda povezano, bomo v Slovenski ljudski stranki zagotovo glasovali proti in je odgovornost na tistih, ki so to koalicijo izglasovali takrat na začetku. Tudi tistih, ki zdaj bi se radi izognili odgovornosti pa predčasno pobegnili z ladje, tudi odgovornost tistih je, da izkažejo podporo ali ne. Torej želim povedati, da ne morejo prevzemati odgovornost drugi, skratka opozicija. Rebalans proračuna je stvar vlade in članov koalicije, tudi tistih, ki so bili del te koalicije, preden so izstopili. Po zadnjem kongresu, kakšen je epilog predloga Sveta modrecev zaenkrat? Zelo zanimiv. Veliko ljudi me je poklicalo, veliko ljudi želi sodelovati v tem svetu. Je seveda stvar trenutka, kdaj se bo prvo srečanje tega sveta sklicalo in jaz upam, da bo seveda potem ta svet tudi ostal pri življenju. Hvala lepa. Jaz imam še eno vprašanje. Prosim. Kako komentirate to, da bo očitno zares odhaja iz koalicije in da bo državni zbor še vedno vodil gospod Gantar? No, pogledajte, takšnih zadev smo v tej koaliciji že vajeni, da kao stranka gre iz koalicije, ministri ostajajo, predsedniki ostajajo, ne vejo, so not, so zunaj. Skratka, kaj češ komentirati? To nimaš kaj za komentirati. To je neresno do konca in do kraja in neodgovorno do te države. Ni kaj drugega za reči.